Dober dan in dobrodošli v mojem novem vlogu. Sem na morju. Kako sem pa do sem prišla, vam bom pa zdaj pokazala. Nočni leti imajo svojo magijo. Pozno zvečer sva iz Treviza poletela proti zahodu. Pred nama sta bili 2 uri in 50 minut popolnega miru nad oblaki na poti proti portu. Let je bil presenetljivo miren. 20 minut čez polnoč so nas pozdravile luči porta in kolesa so se končno dotaknila trdnih tal. Ko se enkrat izkrcaš, se tisti začetni adrenalin umiri in zamenja ga pričakovanje. Koraki odmevajo v ritmu novega mesta, ki naju je sprejelo sredi noči. V hotelu nasproti letališča sva samo prespala. Dobro jutro. Lepo sva se naspala. Zdaj sva pa na poti na letališče, ki je oddaljeno 10 minut od hotela. Potem imava naslednji let proti Madeiri. Zdaj sva prišla že mimo kontrole, vse je bilo okej. Ura je 20 do 8. Zdaj bo en zajtrk pasel. Matjaž je šel iskat kavico pa kakšen brioš, tako da malo pozajtrkujeva. V hotelu se namreč nisva odločila za zajtrk, ker sva rekla, itak tle čakava in bova kar na letališču pojedla. Drugi let je trajal slabi 2 uri, Matjaž se je pa trudil z enim težkim sudokujem. Pristanek na enem najbolj posebnih letališč na svetu. Kratek ovinek nad Atlantikom, dotik steze in tisti trenutek olajšanja. Najinih 14 dni na otoku večne pomladi se uradno začenja. Madeira, majhen, a mogočen košček kopnega, ki se strmo dviga sredi prostranega Atlantika. Ta vulkanski otok leži skoraj 1000 kilometrov stran od Lizbonske obale in le slabih 600 od Afrike. Čeprav v dolžino meri le 57 kilometrov, se njegovi vrhovi, kot je Pico Ruivo, pnejo skoraj 2000 metrov visoko, naravnost v objem oblakov. Srce otoka bije v glavnem mestu Funchal, ki se kot velikanski amfiteater razprostira nad modrino morja. Tu živi skoraj polovica od 250 tisoč prebivalcev otočja. To ni le turistična destinacija, je dom tistih, ki so stoletja krotili strma pobočja in gradili levade, da bi na te vulkanske terase prinesli življenje. Ko se po 15 letih vrneš na te poti, ugotoviš, da se otok morda res spreminja, a njegov duh ostaja neukrotljiv. Madeira te ne vpraša, če si pripravljen na njeno divjo lepoto. Preprosto te prevzame. 14 dni se morda sliši veliko, a ko enkrat zadihaš ta zrak, veš, da je vsaka minuta tukaj darilo, ki ga bova poskušala ujeti v najine spomine. To je pa najina Ibiza. Na letališču sva najela avto, zdaj sva pa že v kraju Funchal, kjer imava tudi apartma. Tole je zdaj najina apartma za 14 dni, dnevni prostor. A ti pa že kar uživaš? Ja, sem se dal kar na balkon. Super. Še tukaj odzadaj moram te palme pokazati. Zdaj gremo pa še naprej. Prav jedilni prostor. Tukaj je ena kopalnica. Še druga kopalnica. No, tukaj je spalnica. Evo, to je pa še kuhinja. Tle se bom jaz v glavnem zadrževala. Tudi tle je ena jedilnica. Sušilni stroj. No, tukaj je pa potem še pralni stroj. Kar se tiče pa ostalih stvari, olje, sol,
Je pa že v apartmaju. Najna praksa je, da se na vsakem dopustu seliva iz enega apartmaja v drugega. Madeira je pa dovolj majhna in obvladljiva, tako da jo bova raziskovala z ene točke. Zato sem še posebej vesela, da je apartma velik, lep, prostoren in čist. In mislim, da se bova tle imela res lepo in da bova uživala. Zdaj je pa ura že skoraj 1, pa sva se odpravila na eno kosilce. V dolino gre kar, bomo videli, kako bo šlo pol v hrib. Midva sva zdaj našla eno tako luštno restauracijo, bova nekaj malega pojedla, lepo imava pogled na ocean in kaj češ lepšega. Zdravje. Čin. Čin. Zdaj vam bom pa še pokazala, kaj sva naročila. Pão de alho e queijo. Obrigado. Obrigado. Super. Midva sva naročila česnov kruh s serom, ampak sva dobila ko neka taka vrsto pice. Pa ne taka fokača. Vino je pa domače in tako na kozarc. Zelo, zelo okusno. Obrigada. Matjaž je naročil mesne kanelone, jaz sem pa naročila eno solato, pa tako malo piščančka je notri. Pa še šunka vidim, ja. Za vse to sva pa plačala 39,39 €. Zdaj sva se najedla in greva dol do obale. Vse na tem otoku je nekako podrejeno turizmu, ogromno enih hotelskih kompleksov. Zdaj vam pa še pokažem, kaj sva kupila v trgovini, nekaj za zajtrk in pa, če se nama kakšen večer ne bo ljubilo iti na večerjo ven, da bom kar doma kaj pokuhala. Kupila sva 6 litrov mleka, potem nekaj vode, da sva prišla do steklenic, sicer je pa voda pitna tukaj. Potem za kakšno večerjo, če se nama ne bo dalo iti ven, sem kupila 2 paštici, 3 tune, to bi bilo nekako za kombinacijo, 100 čebulo in pa potem paradižniki. Za zajtrk seveda kruh, 2 marmeladi in pa maslo. Za vse skupaj sva dala 28 €, tako da se mi zdi kar drago. Upam, da ste uživali v tem vlogu. Hvala za vašo pozornost, bodite fajn, pejte na kak sprehod, mi pa se vidimo kmalu. Čau, čau!